Jaz bi rada govorila tudi malo o nasploh o pluralni sceni, o kateri ste me vprašali. Jaz sem bila vesela, ko je ta vlada sprejela v zakonodajo ne sklad, ampak pač financiranje, pomoč določenim medijem za pluralnost. In kaj se potem zgodi? Oprostite, pred nekaj dnevi preberem, že spet v medijih, kako uravnoteženo, zaradi tega, ker to financiranje pa gospod Grims opredeljeno za večje uravnoteženje predstavljanje političnega življenja v državi. Nova revija je dobila 120 000 evrov, Ognjišče 75 000 evrov, Nova obzorja, to so izdajatelj Demokracije, 200 000 evrov, Radio Študent, ki je pa prosil, pa niti enega evra. A to je to blazno uravnoteženje? Ja, pa poslušajte, a vi uravnotežate sami sebe? Gospod Grims, vi imate zdaj spet... Na prejšnji delitvi lansko leto je pa največ denarja dobila časopisna hiša Dnevnik, tako da glede tega je treba malo pogledati. Drugo, ker je... kot se jaz spomnim, ne. Je bilo. Mislim, da so dobro okoli 6 000 evrov, ampak to govorim zdaj na pamet. Ampak 6 000 evrov ali pa 200 000 evrov. No, vseeno, samo moment, zdaj, gospod Grims, samo moment, gospod Grims naj pove do konca. V glavnem in grede, takrat smo bili pa mi zelo nezadovoljni zaradi tega, ker ni bilo to namenjeno velikim medijem. Po našem prepričanju, tudi sam osebno sem bil za ta zakon zaradi tega, ker bi to moralo biti v pomoč novim medijem, da se pač ustanovijo, da preživijo na trgu, da lahko zaživijo, ker je pač slovenski trg majhen in je vzpostavljati nek nov medij zelo težko, se najbrž imate tako izkušnjo tudi vi. Ja, ampak mi nismo nič dobili, tako da, okej, smo pa kandidirali. Demokracija za džambo, Če so Finci naredili vdajo, katera je bila nekako sproducirana, kot vi pravite, iz Slovenije, oziroma saj inspirirana iz Slovenije, zakaj so potem to vdajo predvajali na javni RTV? Nekako mi ni jasno, kako je to naslednji dan že prišlo v Slovenijo. Se pravi, je ta vdaja, ki ni nič vredna, bila predvajana v Sloveniji, zakaj? Se po nekaterih podatkih ni prišla ta oddaja v naslednji dan, ampak v nekaj minutah, ker so se v nekaj minutah že pojavili nekateri komentarji, torej so mogli biti vnaprej napisane, ko mi grede, ampak mislim, da nas tole zdaj precej delač vleče od te teme. Zato ne bi šel, pa, da se bo blatenje Slovenije v tujini tistim, ki so to počeli, vrnilo kot tak bumerang, da ne bodo verjeli čez en teden, kaj bodo videli na izidih, ko bodo enkrat. Jaz upam, da tudi Marija iz Channel 4 bo dobila svoje. Zdaj gremo pa replike nazaj. Se pravi, gospa Širce, gospa Klasinc. No, ta teorija zarote je zelo poznan alibi. Nedavno, oziroma pred letoma, ko je bilo vprašanje Romov v Sloveniji zelo pereče, se spomnimo, da je bila Slovenija na naslovnicah tako Timesa, Heralda kot Le Monda. In spomnim se odgovora takrat gospoda Janše, ki je dejal, seveda, jasno, da smo na naslovnicah, to je bilo primer, ko Strojanjevi niso mogli biti več na svoji zemlji, zaradi tega, ker se ti članki pišejo v Sloveniji. Skratka, ta teorija zarote se reproducira, kjerkoli se, jasno, obramboslovca imamo pač za premijeja in to ni težko početi. Kar se pa tiče moje prve replike, se pravi, finančnega stanja na RTV Slovenija, jaz opozarjam, da gre za 16 milijonov izpada, ki bo bremenilo v prihodnosti vse nas, še posebej zaradi tega, ker takrat ne bo več tiste rezerve, ki jo je nekoč televizija namenila digitalizaciji, razvoju, AV produkciji, to je edini produkciji, ki je Slovenija logično zavezana tudi po direktivi. Niti za ARS program, ki se trenutno recimo tudi komaj še ostaja tak, kot bi moral biti, ne bo. In takrat bo kriza in takrat se bojo videle posledice šele tega tako imenovanega dobrega zakona. Gospod Klasinčeva. Jaz bi samo rada nekaj vprašala, ker mi ni zdaj več popolnoma jasno. Torej, v tej vaši teoriji zarote je gospod Cvikl, ampak ste pozabili danes navesti še enega gospoda Kosa, to povzročil na Finskem in potem je to takoj prišlo na ljubljansko televizijo. Ali to pomeni, da sta gospod Cvikl in gospod Kos povezana z Jožkom Možino
In ali ste razmislili mogoče o možnosti, da je, ker je danes 12. september, včeraj bil pa 11., naša stranka vplivala pred leti tudi na napade Kar se pa tiče ključne pripombe, ne, za katero je prej gospa Požela toliko smeha, morda bo malo manj smeha, če upozorim na eno dejstvo. Tisto, kar se je izkazalo naknadno in kar je potrdil tudi gospod Kos, da ne bi slučajno kdo rekel, da smo si to mi izmislili, da je bil ključen človek v Sloveniji Blaž Zgaga. Blaž Zgaga je tisti človek, ki je dobesedno histerično obtoževal Janeza Janšo, da je ugrabil majorja Troho, ko se je izkazalo, da to seveda niti slučajno ni res, ampak da je šlo za čist neke druge težave. Tam pri onem gospodu pa se mu nikoli niti upravičil ni. Toliko verodostojnosti. Zdaj, a veste, dokler so taki ljudje, da se jim reče, da so novinari, potem pač novinarstvo ne uživa tistega ugleda družbi, kot bi si ga zaslužili. In novinarstvo mora razviti mehanizme za to, da samo razkrinka take manipulacije. In pri tem je ključna naslednja stvar. Ko pa gre za izbor sogovornikov, ja, kdo pa so bili? So se jih lepo porazdelili, kolegice in kolegi. Gospod Potočnik, kandidat LDS na volitvah, gospod Cvikl, kandidat SD-ja in poslanec SD-ja, novopečena zvezda, za katero so žur naredili, ki jih njim prišel, in potem seveda gospod Kos, ki je bil, to gremo lahko gledati zdajle magnetograme, veliki politični varovanec Zaresa. To se pravi ravno tak lep, pluralen izbor tranzicijskih levičarjev. Tako da gremo lahko magnetograme pogledati, gospe in gospodje. Gospod Grims, mediji, kaj je kdo rekel v parlamentu, kaj je kdo zagovarjal in s kakšnimi argumenti. Bo to izredno zanimivo za vas. Če mi lahko nakratko odgovorite, kateri medij v Sloveniji pa je najboljši po vašem mnenju v tem trenutku, po vseh teh nekih normativih, novinarskih kriterijih in tako naprej in po temu, da podajata pravo resnico, gospa? Jaz berem tako rekoč vse, gledam tako rekoč vse in se mi od tega že malo meša. In mi ta prerez različnih informacij še najbolj koristi. Ja, ga ni, ne, a veste, tudi v svetu ni najboljšega medija, ne, bodimo pošteni. Nekdo, ki hoče biti res dobro informiran in tako, jaz zelo dosti tudi kombiniram, jaz berem razne dnevnike, gledam razne televizije, tudi tuje televizije in tako se najboljše informiram. V redu, gospod Grims? Ja, pogledajte, ko govorimo o velikih etabliranih medijih, ki vsi poznamo, kaj naj človek reče, če recimo v dveh dobiš, da bivši odgovorni urednik opozarja, da mu je lastnik naročil, da je treba rušiti vlado in podpirati Pahorja. Gospa Starina Kosem pa pravi, da je gospod Gregor Golovič hotel ravno preko tega urednika se polastiti uredništva. Ampak kateri medij izmed teh dveh je zdaj boljši za vas? No, v tem primeru je očitno zmagal SD, zaradi tega, ker je bil urednik ostaven, ampak no, ampak vseeno, jaz sem vprašal, kateremu mediju, gospod Grims, vi najbolj zaupate v tej državi? To me zanima. Da vam odkrito povem internetu. Super, se pravi vesti. Gospod Školč. No, v naši, familiji ni spora samo glede teh medijev, ki jih prinaša Luka iz šole. Se pravi, to so Cicido pa National Geographic Union.